Kaj se je v letu 2009 konkretnega zgodilo pri odpravi ovir za invalide v Mestni občini Maribor? Ali je prejšnje leto služilo zgolj kot priprava za dejanja, ki sledijo v letošnjem letu? Ja, kot ste rekli, bo bolj držal ta drugi del. V letu 2008, kot že veste, smo odpravili cirka 100 arhitekturnih ovir za gibalno ovirane osebe. Leto 2009 je bilo pa nekako doba mirovanja in priprav na letošnje leto. Namreč v preteklem letu smo nekako uspeli združiti dva elaborata, dve idejni zasnovi odprave ovir za gibalno ovirane osebe in pa za slepe in slabovidne osebe. Ta združen projekt se je potem pripravljal tako daleč, da se zdaj čaka na razpis za sredstva iz strukturnih in kohezijskih skladov. Od kod namerava Mestna občina Maribor vzeti sredstva za odpravo arhitektonskih ovir? Torej, poudaril bi to, da niso samo arhitektonske ovire te, ki nekako omejujejo invalide pri enakopravnem vključevanju v neko družbeno življenje, pri lajšanju njihovih osebnih težav, s katerimi se srečujejo. Poudaril bi tudi to, da je v ta namen si občina zadala cilj, da postane občina po meri invalidov. Veliko teh nalog smo opredelili kot trajnostne, torej ne samo, da bi pripravili 10 klančnin oziroma kakšne zvočne signale na semaforjih, ampak si resnično želimo v prihodnjih letih seveda čim prej odpraviti vse ovire, ki nastajajo. Seveda vezani smo tukaj na proračunska sredstva, bi pa dejal tako, mnogo teh ovir ali pa težav, s katerimi se invalidi, ne glede na katera skupina so, srečujejo, se da odpraviti, pa upam skoraj trditi z malo dobre volje oziroma z nekimi minimalnimi sredstvi. Bi pa poudaril to, da je pred nami Evropska kulturna prestolnica in že v sklopu priprav na predsedovanje Evropske kulturne prestolnice želimo vse te objekte prilagoditi tudi po meri invalidov v največji možni meri. Torej sredstva pride del tudi iz Evrope? Ja, vsekakor tudi danes je bilo predstavljeno, da v projektu za slabe in slabovidne, torej na javnih površinah, bo nekje participacija Mestne občine Maribor, kolikor bomo uspešni na kandidaturi, v kar pa ne dvomim, bila participacija Mestne občine Maribor zgolj 15%, čeprav je tudi to dosti velik finančni zalogaj, približno tam 120–130 tisoč. Kako ste zadovoljni s prizadevanji Mestne občine Maribor, da postane invalidom prijazna občina? Jaz bi moral reči, da v zadnjem času, ko sodelujemo preko Sveta invalidov in pa te delovne skupine, ki je pripravljala analizo in akcijski program, imam vedno boljši občutek, da bodo te stvari dobro peljane tudi naprej. Jaz upam, da tudi potem, ko bo mogoče menjava v vodstvu občine napravljena, da bo to predvsem delo uradov, teh služb na občini, ki bojo stalno spremljale od zakonodaje, od izvajanja in od odpravljanja teh ovir, grajenih ovir ali pa komunikacij za slepe in slabovidne in pa gluhe naglušne, da bo to potem stalnica in da bo to reševanje res sprotno in ekspeditivno, bi rekel, takrat, ko se problem pojavi, da bomo vzpostavili en takšen sistem, da bo ta stvar res popravljena. Če odmisliva manjkajoče dvigalo v občinski stavbi, ki ga bodo takoj, ko bo možno, dogradili, me zanima, kako se sicer v zunanjem svetu srečujete s temi ovirami in kako reagirajo pod narekovaji zdravi ljudje, ko jih opozorite na kakšno kršitev. To imamo edino mi probleme na parkiriščih. V takih primerih smo včasih že kar ogroženi, ko hočemo na en korekten način opozoriti na nepravilno parkiranje in da me s tem pač onemogoča, da jaz uporabljam to parkirišče, če ga zaseda že on, sem doživljal že prav agresivne reakcije. Tako da tukaj imam najbolj negativno izkušnjo. Drugače pa tam, kjer rabim pomoč, kjer imam oviro, se mi zdi, da ni problem, da mi ljudje ne bi pomagali, da to oviro premagam ali pa da dobim pomoč takšno, kot je pač tak v tistem trenutku rabim. Jo morate sami prositi za pomoč ali se najde tudi kdo, ki vam sam pomaga? Največkrat sami se ponudijo, tudi takrat, ko ni najbolj potrebno, ampak ko si enkrat že izkušen ali pa mislim dalj časa na vozičku tak naprej,
z eno tako primerno komunikacijo tudi to rešiš.